Prešeren, Kosovel, opazovalnica. Končno se je začelo prijemati. Prijemati so se začela vabila, da nama pošiljajo dekleta. Hvala, da si to... Nika je to. Nika? Nika. Všeč mi je, da je pač... No, jaz iskreno ne vem, Ja, koliko stvari ti meni prikrivaš, ki jih prejmeš. To Ker jaz nimam pogleda. Ti imaš, ne, ti opa help gledaš. Opa help je druga stvar. Opa help gledaš. Poslušalke in poslušalke ne vedo, da jaz nimam nobenega pogleda v mahinacije. Ti si producer tega. Ja, zdaj sem že očak, to sem pa napredoval. Ja, no. To sem pa, to mi je pa všeč. Ampak, to je pa, Mislim, zdaj se všeč. Pač ti dobiš to na mail. Ker pa imamo s tem naprej. Jaz sem zdaj že producer. Jaz nimam nobenih formalističnih zadev. To je super. Jaz pridem sem in to je to. A ti povem, lahko ti povem, zato, ne, če hočeš transparentnost, imamo še eno fake punco. No, vidiš, tega jaz ne vem. Dve v bistvu, ker za eno, ne vem, če sem si prav napisal, kdo je poslal, pa imamo pa še enega moškega in pa še en AI. Tako da v bistvu, mogoče res se prijemljajo očitno, imaš prav. Ja. Ker ti si ta, ki to dobi, ki zbere, ki to filtrira. Ne filtriram nič. Vprašanje, koliko teh, ki si jih spustil, ne, je dejansko žensk, oziroma tipov, da nisi znižil tvoja teorija zarote je, da so v bistvu same ženske. Jaz mislim, da je jaz AI uporabljam, da so pol tipi. Ja. Če moraš to verjeti, Jure. Da zniža. Okay. Tle pa pač nismo imeli časa. Ja, absolutno. In si pustil original Seksi damo. Absolutno. Ki je posnela, ki smo ji napisali tekst. In je to posnela. Oh, God, okay. Tako da hvala lepa Niki. Lahko pošlje še kaj, če ima knjigo Spolne radosti, lahko prebere kaj iz nje, bomo to predvajali v naslednji epizodi. In spet vabilo, da punce posnamajo kaj od tega. Ne tako, kot na zadnje, ko smo imeli enega fanta, ki je hotel biti smešen, pa je 3 košarkarje dal, pa tebe na koncu. Ja, ne hotel biti, bil smešen. 2 košarkarje, pa tebe je dal na koncu. A ti se imaš še zmeraj za košarkarja? Prosim. Mislim, zakaj se imaš pa ti pri športu? Zakaj se imaš pa ti pri športu? Zakaj se pa ti imaš? Za snowshoerja. Za snowshoerja sem imel. Ja. To lahko tekmuješ v snowshoerju. I think not, jaz dvomim. Ja, ampak verjamem, da vsakič sam sabo tekmuješ. Einstein je rekel, Einstein je preziral tekmovalne športe in jaz tudi preziram tekmovalne športe. Pa veš zakaj? Zakaj? Vsaka tekmovalnost je slaba, ker iz ljudi izvabi najslabše. Se pravi ta moment, psihološki te mora. Absolutno psihološki. Se pravi ti nisi tekmovalen. Ne. Zakaj? Jaz sem ti hotel reči, Artač je tvoj prijatelj, ima pač bodbojske mi boljše oddajo. To je pač treba reči. Drugačno, ne boljše. A vidiš, to je grdo. Vidiš, to je, Anže, ti si že nastrojen tekmovalno. Pa se si neki poskušal s košarko, to je jasno. Tam je zelo tekmovalno, ne? Ampak jaz pravim, zakaj se ne bi razumeli vsi med seboj, pa rekli, a gremo teč. Koliko imaš rezultat? 93 sekund. Koliko pa ti? 106. Okej je. Sva prijatelja, sva grdo gledala? Ne bova. Ne, tako, ko pogledaš... Kdo je hitrejši na 60 metrov? Nočeš tekmovati z menoj. Res, si se vzihar. Stari, to pa nočeš tekmovati. 60 metrov. Jaz sem bil šolski prvak na 90. A gre 90 metrov? Lahko 60, lahko pa tudi 30. Ker smo oba 40-letnika, ne? Jaz mislim, da se bolj splača 60. Ampak jaz te mirno zmagam. Jaz se tako poženem v šprint, ker ti nisi videl še. Uživo človeka. Jaz bi to res probal. Prosim, če lahko zorganiziraš to. In to bo video pač, ne? To ne more biti. Edin, če imaš ti se potovalne mikrofončke, da te bojo slišali, kako boš izdihnil na koncu. Ti res misliš, da boš hitrejši, kot jaz na 60 metrov? Ne, res to sprašujem. Jaz tebe res sprašujem. Jaz sem bil tak strah in trepet, ker sem bil jaz v osnovni šoli. Ja, zaradi pretepov, to si že povedal. Ampak na 60 oziroma na 90, to eden ni bil, da bi ga imel v vidnem polju, ko sem tekel, levo ali pa desno.
Ker imaš pač vidno polje, koliko je format? IMAX. Ja, najbrž. Ja. Ni glih 180, malo manj. Najbrž, no. Nikoli nisem videl nobenega levo-desno z stranskim vidom. Jaz bom tako bom rekel, zdaj bom zelo previdno postavil. Razumem, da se norce delaš, ampak ti dejansko misliš, jaz dejansko mislim, da si hitrej, kot jaz na 60 metrov. Ne samo, da sem hitrej. Razmisel, Jure. Poslušaj. Razmisel, ja. Ampak da se boš usmešil, to mislim, resno. Ti mi ne verjameš tega, da se bom osmešil se boš. Okay. Stari, resno se boš usmešil. Kaj bomo pol izgovor, če zgubiš? Ne bo. Ne dopuščaš možnosti. Ne pisnem več in damo to ad acta. Ti si to res slabo. A si res dober šprinter? Pa kako boš šprinter, če imaš 2,5 metra, stari? Kako? Ti imaš roke dolge 3 metre. Noge tudi, kako to mečeš tako hitro? Kako te bo šele bolel, ker te bom res premagal? To je zdaj tam moja. Prosim, če sam vzpostaviš eno stran, kjer se lahko glasuje, en voting page, ali lahko daš na aparatu si? Ja, lahko dam v zapiske, lahko dam. Daj v zapiske en poll, da bo zmagal. Kdo mislimo, da bo zmagal? Ja. Bom dal, kar obrazac bom naredil, bo sam lahko boš dal da ali pa ne. A štegaš? Ne, sprav, če bosta boljše, tekla, če daš imena, ne? Če bosta tekla, Jure, zdaj se zmenim, na 60 metrov, na 60, ja. Pač po ravnem, valjda. Okay, ni nič weird, pač sam tečeva na 60 absolutno, metrov. Tam, kje je Kodeljevo, ali kje je tisto? Ja, lahko po tartanu, recimo, da bo lepo. No. Okay. Nam v obraze že kdo mislite, da bo zmagal? Ja, dej kdo mislite, da bo zmagal, resnično. Anže ali Jure? Ti res misliš, da boš hitrejši od mene? Jaz sem res nevaren šprinter, vedno bil. Tisto moram verjeti. Jaz malo sem zaprepadan. Res ti videl moje noge. Poslušaj, samo. Ne, to sem že. Poslušaj. Ne, že spet se tepe. To si že trikrat naredil, tega podcastu. To so mišice. Je pa res, da se nisi po nogah tepil, ponavadi si se po prsnih mišicah tepil. Tam tudi močne. Ja, okay. Tom Ben nav slišal, ne bo se slišal, nehi se tepst. Stari. Okay. Dajmo to narediti. Ker zdaj res ne vem. Ker mene zanima pa tvoj odgovor. Ja, pa sem imel virus lihan, ja, pa sem imel virus, pa sem imel veliko zadelati, ja, pa nisem mogel, veš kaj, to bo hilarija. Ja, pa imam staro poškodbo, na ta adut čakam. Imam staro poškodbo, ki je prišla glih na dan spet liharlej. Tako da, stari, ne moreš. Se pravi, ljudje, ki to zdaj poslušaš, 40-letni moški, ki to posluša, v zapiskih, na prvo mesto bom dal obrazac, katerem lahko glasujete, lahko glasujete, kdo mislite, da bi zmagal v tekmi tek na 60 metrov. Jaz sem 175 metrov, agilen sem, hiter sem, jaz se sam poženem, jaz imam 70 kil in 70 kil imaš? Stari, koliko si že velik? Zdaj sem že pozabil ta poprečna. To se 175. Ne, zares, koliko si velik? Ne, 175. Ne bomo šla še enkrat to. Dovolj. Samo pravi tvoj. To sem poči. Poči kaj? Tetiva. Ne, jaz štartam, stari, ti ne veš, da sem jaz v formi. Ti se tega ne zavedaš. Res se ne, očitno. Okay. Mogoče sem naiven, ampak mislim, da ne. Ok, stari, mislim, tle. Noro se mi zdi, da misliš, da boš. Ne, tukaj se boš pa res opekel. Okay, res nisem vedel, da se to danes pogovarjala. Ja, jaz ti povem. Ni bilo še špice. Ne, ni bilo še špice. Še enkrat, v zapiskih, zdaj bom še admin zdaj povedal, pa da pa špica. V zapiskih je povezava do obrazca, kjer lahko glasujete. Dajte to zdaj le narediti, ker vsi, ki poslušate, je pa kaj, bom pol naredil, pa naredite, ker bi res rad čim več glasov. Pa ne zdaj tako, ne v šali glasovati. Hočva iskreno, kaj ljudje mislijo. Jaz bi šel res teč. Ja, jaz tudi. Zdaj pa rava iskreno, zdaj pa še tako bo. Jure, kot sam pravijo v formi, velik je 172 at best. Ima 70 kil, jaz imam zdaj le 107-108 kil, pa 2,6 metra sem velik, pa športnik sem bil v življenju. Ne snowshoer. Tako da, dejte glasovati. Jaz neprestano delam kardio zadnjih 15 let. Ti delaš pa velike pauze vmes. To je res, se strinjam. No. Jaz sem toliko samozavesten, da ne glede na to, da sem starš in imam pauze vmes in res ne morem toliko športati, kot bi hotel,
te bom še vedno tem premagal. To je moja trditev, katero sem kar prepričan, moram reči. Okay. Ja. Mislim, tako bom rekel, no, pa zaključim to debato, pa spustiš ta vizo klinčev. Če me boš premagal, bom res zelo presenečen. Iskreno, to se res ne hecam zdaj, ni predrkavanje v stilu let's be funny. Ja. Resno ti povem. Okay. Boš presenečen, če zmagaš? Res bom presenečen. Okay. Tako bom rekel. A stavva? Absolutno mora biti nekaj večje. Absolutno. Kaj pa bo? Okay. Bom dal v obrazec še prosto polje, da ljudje napišejo, kaj naj bo stava. Razumeš, lahko iz tam nekaj izbereva. Okay, lahko. Jaz bi dal za stavo to, da moraš prebrati, da moraš ti posnet audiobook cel prebrati od Huberta Požarnika. Ne. Kaj ne? A je lahko nekaj takega, da se bo splačal? Ne, zato ker ti boš to najbolj z veseljem naredil. Jaz tega res ne bi delal. Ne, jaz bi nekaj, za mene pa nekaj drugega. To pa ti povej. To je preveč sajtal za me. Mora nekaj, kaj manj sajtal za me. Razumeš? Okay, kaj manj sajtal za me. No pa potem pa ne predlagajo. Ne predlagajo, pa bo nekaj zbrala. Ki zbereva njegov predlog, dobi, kaj pa dobi? Nekaj dobi. Nekaj dobi, prav. Nisem se še odločila, nama preveč obljubila, nekaj obljubljati stvari. Zdaj gremo pa na jingle. Ok, dobrodošli nazaj v opazovalnici. Preden začnemo zares z oddajo, dajmo pogledati, preveriti, kje se trenutno nahaja Luka Dončić, še vedno v LA Lakers. Dobro. Moram reči, to si me res presenečil, da si vedel par stvari. Očitno si bral te članke, to se mi je zdelo noro, nisem mogel verjeti. Nisem bral sem tisto, kar pride do mene, če kliknem. Ja, ok, razumem. Anže, najprej hvala, da si vzel čas za opazovalnico. Zakaj pa si vzel čas? Kaj pa si misliš o meni? O tebi? Ja, kot član opazovalnice. Da imamo en ful dobro vprašanje, sva dobila v zadnjih dneh, ki mogoče je navezan na to, če dovoliš, bi ga prebral iz Opa Helpa, ta zadnji, ki je prišel. Jaz sem hotel začeti ta podcast zdaj v duhu podcastov, ki se zdaj snemajo, ki so zdaj zelo in vidim, da nisi tega zapopadel in nočeš sodelovati. Ne morem več poslušati tega. In to reče človek, ki je naredil, koliko sem aparatov posnel, zmerno pozavam, nekih 206 ali 207 intervjujev sem posnel in teh intervjujev, ki se zdaj snemajo, res ne morem to poslušati. In kaj si pa misliš o tem, da imajo ženske volilno pravico? Ker to je kar radikalno, a? Kjere podcaste ti poslušaš? Vse te slovenske. Tu pa tam kakšen klip vidim. Klip vidiš, sem res. Tu pa tam kakšen klip vidim, ko iščemo opazovalnico na Slovenija Podcast Charts. In ko ti sklikam, pogledam tako, ok, čakaj, zakaj nismo na prvem mestu? Kaj pa je na prvem mestu? In pol čas pogledam. Pogledaš, Medtem, ko čakam na Hašmani. Od Donketa. Ne, ali imam eno vprašanje iz Opa Helpa, ki se mi zdi... Od koga? Ne, od koga čakam na Hašmani? Od Donketa, ne? Tako se ga kliče, tega fanta. Ja, Donke. To je pa zelo žaljivo. Zakaj pa to žaljivo? Pa ne moreš mu reči Donki. A razumeš? Ne Donki. Poslušaj, kaj govorim. Donke. Dončić Donke. Ja, pa to je kar spominja na Donki. To je tako podobno, kot bi rekel enemu temnopoltmu. Ne. Podobno. Ne, nič podobno. Kaj mu rekel, poslušaj. Ne. It won't be. Ne bo zapiskal. Kaj bi enemu temnopoltmu rekel? Ne, sploh ne moram do konca, ne. Kaj bo? Podobno je, primerjava bo. Zapiskat bo. Ne bo zapiskal. Če bo zapiskal, bo piskal. Če bo zapiskal, bo zapiskal. Kaj bi enemu temnopoltmu rekel? Negroni. Jaz sem še doma.
To ni zapiska. Ja, ok, ni zapiska. Okay, hvala. Ja, to redo. je isto donke. Redo, no, vidiš. Y daš zraven, pa je donki. Pa sva postala ta prav slovenski podcast. Prav, okay, lej, Okay. Ampak ti ni si kriv. donke je. Vem, se pravi, ista analogija, zdaj se bo siguren en našel. Ja. Več njih, po mojem. Več njih, ki bi začel gnojiti. Ja, ampak Negroni je v bistvu koktejl. Vemo. A veš, da je to koktejl? Dej, zdaj pa preberi tisto, kar si rekel. Ta vprašanje, postavil ga je človek z imenom GZ. Dobro. Kdaj in kako sta se Tomič in Godler spoznala in postala taka kompanjona, da sta začela svoj podcast, pač začetki opazovalnice? To se mi zdi fajn, vsaj malo ponoviti, ampak ta bolj spoznala moment. Vem, jaz točno vem. Zdaj imamo dosti novih poslušalcev. Jaz točno vem. A to res, ok? Jaz točno vem, kdaj sem tebe... Ne, vedel sem zate, da obstajaš. No, to je seveda znana oseba. Ne? Kjer intervju s kom sem pa jaz poslušal, preden sem tebe poznal, ker sem si mislil, to je pa kar duši. Ne, ampak ne, v duši v smislu se spozna. Aha, Ja, ok. To je bil kompliment. Torej. to je bil kompliment. Na nek način. Ker sem imel te intervjuje take, pa si se mi zdel takrat, Ja. Pa sem me pa spoznal. ne več, hočem ti povedati, napram ostalim podcastom. Ki jih je bilo zelo malo takrat, bodimo iskreni. Ni bilo tako malo, ampak narobe sem rekel, Ja. nisem mislil podcastov, mislil sem reči vsebin na splošno. Okej. In tukaj sodi vse na radiju, pa vse na televiziji. Okej. Takrat. Mislim, da je bilo to leto 2014 Okay. in mislim, da je bilo to na otvoritvi, da sva se spoznala. Ja. In mislim, da je bilo to na otvoritvi, oziroma na otvoritvenem večeru z enega stand-up kluba, ki je bil na Miklošičevi, v kleti dol. A res, okay. Ja. Jaz to nič ne spomnim. Ja, mislim, da je Jonas ga je imel. No? A ja, to je bil Jonas dol, ja, mogoče, ja. Da se je rekli 10. Ja, 10, Stand-up klub 10. To je to težki vzel, ne, kot res vem. Pa je pa težki 10 naprej fural. Tako, to je dol v biljarni, tam pod kinoteko. Ne? Yes. Okay, ampak tam je bil otvoritven večer. Aha, In tam sem jaz tebe prvič spoznal, okay. ker ko je bilo konc, Ja. se mi zdi, da ti si se tam pogovarjal, ne vem, z enimi in si me tako po stran gledal, češ, ti. Ja. Na tak dismissiv način. Kot ponavadi, ne. Ja. Kot ponavadi, ne. Tako, zelo je vredno. S prezirom. Zelo in prezir ti je Ja. kapljal z oči. In, Tako jaz funkcioniram, to je dejstvo. ja, in pa si pa rekel, da če bi prišel, če bi mogoče lahko zmenila za aparatus. Aha, ok. In pa sem rekel, ok, takrat sva se midva prvič v živo spoznala. Ok, v redu. Ampak to je bilo tako več kot eno leto pred opazovalnico. Zihar, ja. To je moglo biti tam 2014. Kje so videla snemala aparatus? A ti premembil, kje so bila? Aparatus. Ali tam pod gradom? Si pa ti prišel do mene. A tako je bilo? Ja, do mene si prišel in sva pri meni snemala to v kuhinji, se mi zdi. A res, ali kaj? Tega sem toliko snemal, da... Jaz sem na Viču takrat živel in ti si prišel k meni. Ok, zanimivo. Okay, to sem res pozabil. In potem si me pa ti kontaktiral, če bi snemala podcast, pa sva se pa dobila januarja 2015 Ja, to se pa že tudi jaz spomnim. nad Maxijem. Ja, točno to, kavarni. Ja, ok, to se pa spomnim. In mislim, da je lederzicih weird, ja. točno to. In mislim, da je bil takrat tam Milan Kučan na kavi. Ja, je bil. Je bil, ne? Je bil. Ja, Strici so zadnji. Strici so zadnja. Posod je, Milke, Ja. Milke je posod. Ja, a taj pa Milke, v redu. Ja, to je lepo. Donki pa Milki. Perfect, man. Odlično, izjemno. Ja, Tako da tako je bilo to, in pa si rekel, da bi delal podcast o Star Treku. to je res mogoče za vse nove poslušalce. Tako se je začel ta podcast. To je najbolj pomemben podatek, je v bistvu to, ja, da je bilo to iskreno mišljen, kot da vam midva se o Star Treku pa o The Office pogovarjati. V bistvu. Ja. Ker smo videli, da dejansko, pa ne poznam veliko ljudi. A veš, da bi tako rekel, ja, sej, to smo pa, ne vem,
bili sodobniki v tistem času, da smo bili odjemalci prav tako identičnih stvari. Ja. Star Trek, isti igr, ki smo jih igrali, smo bili Nintendo. Ja, jaz tudi vem, da si bil navdušen, ker sem ti rekel, da imam une knjige od The Office, scenarije. Pa to, a ne take. Ja. Jaz tudi nisem. Tako, identične zadeve. To je bilo bizarno, se strinjam. Tako. In pol sva seksala? Od takrat naprej pa nikoli več. Če pa tega ne boš bipu, si pa ena navadna dvolična. To sva samo takrat, zdaj pa imamo samo platonski odnos. Je res. Znaš biti pa ugaben, stari. Znaš biti pa ugaben. Po mojem spominu je bilo kar dobro, moram reči. Znaš biti pa ugaben. Moram reči, da kar dobro. Znaš. Je pač ta problem višinske razlike. Pa si rekel, zdaj pa dej, zdaj se pa spomni ime, in to sem jaz vse pol naredil. Vse ime sem se spomnil, format. A sem se spomnil, jaz opazovalnica. Ja, to se, ampak še to, da ljudje vejo, to mora tudi ponoviti, po mojem ljudje pozabijo. Opazovalnica je zato, ker je bil mišljen na začetku Star Trek, ne? Opazovati. In mi kao opazujeva Star Trek, to je bilo, Tok neumen je to v resnici. Vse je dobro, ampak kaj mislim? Ja, ampak hočem reči neumen, glede na to, kar je postalo. To mislim. Bistvo je tudi v tem, da sem hotel v eni točki preimenovati, pa si ti rekel, ne. Ja, to pa ne, absolutno ne. Mogla bi preimenovati v Superpozicija podcast. Čeprav, ko enkrat dosežeš status kulta, ne moreš meniti. To je rekel, mislim, to je bilo... Ošo na polovici poti je pa rekel, ne, jaz pa nam več Ošom, neki drugega. Se sem hotel primerjati, ko bi rekel, ne vem, Jezus na koncu, jaz mu pa Borut. Ja. Zdaj si Jezus. Ne boš Borut. Zdaj si Jezus. Ker Borut of Nazareth. Pač ne gre na ta način. Se strinjam, to se absolutno strinjam. In to je bilo to, pa sem začela snemati takrat te zadeve. Edino, kar obžalujem, če tako gledam za nazaj. Jaz seksa ne, jaz bi to rad zelo jasno povedal. Že ogaben si, no. Dej to prosim na, ko boš dal gor, dej na parental advisory, oziroma na tist R-rated ali kaj že. Explicit, ker to je pa malo neokusno. Nisem te vajen, da si neokusen, ampak pa si. Zdaj pa pazi. Obžalujem, ker sva gledala pilota Discovery. Ja. In sva to zadevo takrat pohvalila. Ampak ta zadeva, če vzameš samo pilota, pa če vzameš, da smo na zadnjo epizodo Star Treka gledali. Takrat sva bila optimista. Ne? 2002, kdaj? 2004 je bila zadnja epizoda. Enterprise. These are the voyages. Optimista pa po tisti epizodi, ki sva gledala jo, ne? Ja. In nama je bilo všeč. Ker se spomnim, še točno kje sva sedela in sem rekel, kako lepo, da se je začel spet Star Trek po vseh tih časih. Zdaj bo spet opazovalnica to, kar je na začetku bila, ne? Ja, in prvič pa razpad sistema. Prvič po koliko letih, po več kot 10 letih, nova epizoda Star Trek in sva tako lepo pohvalila. Pa sem pa jaz, koliko sem rabo, eno sezono, da sem pač videl, to pa ni okej. Ja, jaz sem rabo malo več. Jaz sem do ene tretje še bil, pa sej ni toliko slabo, ampak pa vidiš, da je slabo. In dejansko se Star Trek ni več nikoli pobral. Pa tudi ne glede na Strange New Worlds. Ja. Ni to, kar bi mogli biti. Se zelo strinjam. Ni. In by the way, mislim, če smo že pri tem, ne. Veliko stvari tako za nazaj gleda človek, pa jih imamo za vizionarske, pa ne vem kaj. Star Trek je bila ena velika nesreča, če tako pogledaš za nazaj. Mislim, velik slučaj. Ja, seveda. Da je nastal. Seveda. Ker Roddenberry takrat, ne. To je bilo vse po nesreči. To je tako po nesreči. Star Trek je kumulativno več, kot kar posamezni deli. To je absolutno res. Ja. Ker je imel neke ideje za sci-fi, no pa se je imel ogromno idej potem, od Andromede do Andromeda je tudi šrot tak, da je noro. Ja, tisti je tako, da bi žmoht vzel Flash Gordonu. Ja. Nek model. Ja, slabo. Do tistih pilotov Genesis 2. To pa nisem gledal sploh, ker sem videl, da ni bilo serijo na Znanstveno fantastične ideje Gina Roddenberryja so pure shit. Se strinjam.
tako, res slabo. Razen ta Wagon Train to the Stars, to je pa zadev. Ja, mislim, on je takrat hotel prodati znanstveno fantastično serijo, pa so rekli, pa noben ni bil zagret za to. Pa je pa en menedžer, ne vem, s katerim je takrat delal, je pa rekel, čakaj, dej obdrž to idejo, pa dej dodaj western noter. In posel se šele zagreli za to. Je pa zanimivo, da pol dva iz Slovenije, ne? No, iz Salzburga. Komentirajo to. Ja, razumeš, ne, to je posejem. No, zdaj pa mava še kakšno temo, ali greva kar na Opa Help proper, ali pa audio vprašanje. Ja, ti si producent. Ne moramo reči. A tudi več denarja dobim zdaj, ki je ta povišica prišla, ne? Iz tonca producenta. Kje se bo to poznal? Ne? Kje se bo to poznal? Če sem rad zdaj producent, to me zanima. V posterity, likar sem ti hotel reči, Andrej. No, toliko tem, toliko spoštovanju. V posterity, Andrej. S človekom, s katerim si spal, bi si pa lahko vsaj ime zapomnil. Ogabno. Vsaj ime bi si lahko zapomnil. Ne, čeprav eno stvar sem te pa hotel hipotetično vprašati. God. Ne, pa bedno sem načel to. Ne, to sem se danes, ker sem se pelil spet do tebe po Primorki in sem razmišljal, ker jaz veliko razmišljam. In se pelem. Dajmo zdaj hipotetično, zdaj tako vprašam, če bi jaz postal premier, se pravi predsednik Republike Slovenije. Čakaj, predsednik Republike ali premier? To je dve različne funkcije, razumeš? Ne, predsednik vlade Republike Slovenije. Predsednik vlade, ja. Ok, sorry, ja. In bi jaz rekel, dal dekret na glasovanje. Pa recimo, da imam... Imaš res večino. Ja. Ne, lista Jureta Godlerja je dobila 60 poslancev. Tako, ok. Točno 60 poslancev. Od 90, od 88 plus manjšine, ne. Tako. Spravi, imaš noro večino. Noro. Ustavo lahko spreminjaš. Ostali ne rabijo hoditi na šiht. Ne rabijo hoditi na šiht, ok. Ne imajo plačo, pač ker javna uprava je dobrodelni zavod, ne jim se da, ampak ne rabijo hoditi. V glavnem, zdaj pa pazi. Ti daš dekret. Ja, jaz dam dekret, Slovenija, to dam 0 točko ustave. Prva je, kaj je prva? Slovenija je demokratična ali je socialna država. Ja, ali je socialistična država. Ne, oboje. Okay. No, v glavnem, 0 je pa Slovenija ni tranzitna država. Ali bi jaz lahko to sprovedel? Da bi naredil... Ampak tranzitno v smislu, se pravi kamione. Hočeš kamione? Kamione, seveda. Samo da prav razumem, ok. Klesva, v redu. Pogovarja se o mobilnosti. Osebni avtomobili teh ne bi ukinil. Ampak kamione. Ali bi jaz lahko, ali lahko to Slovenija kot država sprovede, da ne dovoli prometa kamionskega čez... Lahko se kaj naučiš od najboljšega predsednika ZDA vseh časov, Donalda Trumpa. Dobro. Že drugič izvoljen. Ja, no, Ljudje so rekli svoje. Tarife, ne? Razumeš, daš nerealno cestnino za tuje tovornjake. Razumeš, za tuje tovornjake ni cestnina teh 100 evrov vinjeta, ampak je 36.000 evrov, če se hoče voziti po slovenskih cestah. Ni več tovornjakov. Aha, na ta način. Na ta način. Ne rabiš dekreta postave spremenjati. Ti sam rabiš reči, za vozila s tujo registracijo je cestnina, bom več rekel, 66.000 evrov. Na leto. In to misliš, da bi ustavilo? Benga več ne bi bilo. Ja, ampak zdaj me pa zanima, kakšne bi bile pa posledice za to, a bi se kakšna mafija, ki bi rekel, urgirala? Ja, dobro, si premijer, se ti ne, kva ti pa bojo, se imaš varovanje pa to, ne? Ja, varovanje. A si že daj gledal 24, stari, ki je imel v Presidential Security Detail, je bil izdajalec. Ti res veliko razmišljaš, a ne? Vse razmišljam. Iz vseh zornih kotov, ne? Super pozicija. Celo to, da sem vprašal ChatGPT mojo, me je zanimalo, koliko Slovenija dejansko dobi v proračun od tranzita. Pa mi ni znala povedati, in sem šraufal tako dolg. To sam sprašval si, to nič drugega ne pomeni. Ja, no, jasno. Vprašam. Tako dolg. Meni si takrat drugače rekel. Da je rekla, da sem jo kar v kot stisnil na nek način, as one does, in je rekla, daj še, to pa še. Ne, hecam se pač, to je joke, to je humor. To je vse humoren podcast, okej? Okay? Ne gromi. Hvala, da si vzel čas za podcast. No, daj.
In je nekako pol priznala, oziroma sklepala, da bi to znal biti 600 milijonov evrov na leto. Pa brez tega lahko živimo. Jaz to dvomim. A misliš, da ne? Jaz mislim, da je manj. Da je manj? Ja, resno mislim, da je manj. Okay. Ker, ampak kaj te moti pri tovornjakih? Veš, kaj me moti? Parkrat se mi je že zgodilo, ko sem se zdaj domov pelal. Ja. Da so se Italijani odločili, da so se Italijani odločili ustavljati in pregledovati kamione. Aha, okay. In rata z kolona kamionov že pred Sežano pa do Fernetičev. Okay, razumem. To je kar za vaše vse in ti tudi ne moreš mimo, to hočeš reči. Lahko grem mimo, ampak včasih se zgodi, da kakšen tovornjak zapelje na lašč na sredino prehitevalnega pasu na poprek. Tako da ne more iti noben mimo, ker je pač jezen, da mora stati tako dolgo v koloni. In pač to pokličeš policijo, da mu dajo kazen, ker se to pač ne sme delati. In ti kličeš? Ne, nisem še zaradi tega, ker to sem videl, da se je parkrat zgodil, ker sem se proti Ljubljani pelal. V kontragrede. Ja, okay. Ker stari, pazi, ti kamioni, to so iz Romunije, iz Bolgarije, to so države še vedno bolj razvite kot Slovenija, ampak ljudje, zdaj, a ni bila kontrola pred kratkim policijska, ki so poostren nadzor se pravi, tovornih vozil po Republiki Sloveniji? To se je zelo slišalo radijska poročila. Da še enkrat reči. Pa tako s tem glasom reči. Poostren nadzor tovornih vozil v Republiki Sloveniji in so policaji, ko je bilo poročilo dano, je bilo na Dnevniku povedano, da je bilo 50% ustavljenih tujih kamionarjev ni imelo sploh vozniške. Se pravi, to so pastirji, ki so šli delati neki samo zato, da so dobili denar. Pa ne vem, koliko jih je bilo na kokainu, pa ne vem, je to preverjeno? Dnevnik Republike Slovenije, mislim, dnevnik na radio, televizija Slovenija. Okay. Jaz bi sam tako bi rad rekel, to so zaenkrat še nepreverjene informacije. Malo težko verjamem, da jih je bilo polno kokainu. To je bilo absolutno, ker so jim test naredili. Okay. A veš, odkot moram pripeljati? Pa pogre, ne vem, kam gre v Trst, ne, seveda. Marsikdo gre, ne vem, v Italijo, gre po cesti, tam, ampak tam pa lahko prehitevajo, ne, kamioni, mislim, da. Aha. Ker par let nazaj, ko sem bil na tem na road tripu čez Francijo, pa sem se že Italijo, mimo Sanrema, Nica pa to. In se pelem pol nazaj proti Sloveniji po Italiji in tako, kamionari skozi na prehitevalnem pasu. Jaz pa tako, za vsakem pol ure trobu, blendu. Pa mi pa nekdo povedal, da se to tam sme, ali kaj? Ja, očitno, ne vem. Ja. Očitno, ja. Tako da, to me je zanimalo. Jaz še zmer pravim, da ne moreš to brez posledic. Zakaj misliš, da so pastirji? Tega ne razumem čist. Ja, zakaj misliš, da so pastirji, ki vodijo kamione, da zaslužijo? Zaradi tega, ker tam grejo delati. Bolgariji pa Romuniji misliš, da so sami pastirji, ki rabijo denar in potem vozijo kamione? Večina je, brihtni so šli pa v Ameriko, pa v Anglijo, pa v Nemčijo, a ni tako? Ti res nasedaš vsem tem. Komu? To sem se jaz spomnil, meni to noben povedal. Povedal. Exactly. Jaz ne nasedam noben. Točno to. Ti ne rabiš slišati teorij zarote. Ne. In rasizmov. Ne. Ti to znikne iz tebe. Ja. Pač sklepam, če reče, pazi, če Policija Republike Slovenije reče, naredili smo preizkus, oziroma preverili smo toliko in toliko kamionarjev z tujih držav v tranzitu in polovica jih ni imelo veljavnih vozniških dokumentov. Ja. Je pa dobro, to najbolj pomeni, da ni bilo kršenega papirja. Da verjetno ne gre za nuklearnega fizika. Pa ni to vedno bila ta stereotip, da... Kakšen stereotip? Da v zahodnih državah glih profesorji fizike potem strežejo, ne, ker so šli s trebuhom za kruhom. Če so dobri, ne. Einstein in kjer stregu? Delo je v pisarni delo. V Švici. V patentnem uradu. Patenten urad, wow. Stari. O ne. Stari. On je v enem letu 4 članke napisal, ki so zgodovino fizike spremenili. Kaj pa ti narediš v enem letu? Aha, štemplaš se. Ok, pejmo dalje. Pa komu je na zadnje postregel sandwich Oppenheimer? Komu?
Komu je Schrödingerju čaj prinesel? Komu je Heisenberg pir nalil? Koga Milena na koncu ni imela rada? Kjera? Mileva. Mileva, ja. Mileva, ja. Na koncu ni imela rada več. Ne? Ja, nestabilna Srbkinja. Spet, to je skoraj na meji si, prosim. V glavnem hočem sam reči, da če je lahko 4 članke napisal... Če bi presegel, bi mogel reči Srbijanka. To je sam tev smešen. Ne, to je vsem smešno. Drugače, samo da povem, no, ker nimava videa, ne, tako kot normalni podcasti, da je danes prišel z Nolan. Ne Nolan, to je Kinto. Z Nolan za čaj. Lahko sam je v roke, se pravi. Dober material. Okay, se strinjam, dober material. A se ni nekdo oglasil v Discord, ki je takoj potem kupil to? Ja, mislim, da je. Prvič, Influencer si. Ja, sem nisem nič dobil za to. Ti vi še eno, ne? A zdaj imaš sam še to, ker eno si že izgubil. Ne, sem kupil še eno rezervno. Itak da si. To je predobro, ker se lepo odpre in piješ. Brez dvoma. Deva še kakšen opa help. Ok, dej audio vprašanje. Audio vprašanje. Zdravo, popa, upam, da se me kaj čuje. Zdaj, na Ranzorote sem, da nima pojma, kakšen je signal, pa kakšen je zvok, tega že oprosti zaradi zvočnega posnetka, če je šit. Zdaj bi se pa navaju obrnil z 2 vprašanjama, pa mislim, da bo za vsakega eno. Prvo vprašanje je, Godler je večkrat omenil, da je v svojem mladostnem življenju tekel in me zanima, katere pajkice priporoča za takšno vreme do 10 stopinj, da so gentleman approved. Se bi to tudi vprašal Tomiča, ampak glede na to, da je faliran košarkaš oziroma faliran športnik, bi mogoče Godler več vedel. Drugo vprašanje se pa nanaša na to, kam peljati punco na dejt. To bi se pa obrnil na Tomiča, zato ker on je poročen, kar pomeni, da mu je uspelo. Sem pa lahko tudi Godler pove, kakšen odziv. Hvala vama, pa uživita. Lepe pozdrave iz Kanarcev. Ja, ta fant ima, kako bi rekel, a veš, kako je v religiji? Ne vem, Jure, kako je v religiji, povej. V svetovnih verstvih. Ja, Borut, recimo. Hinduizem, Borut, ja. Budizem, islam, itd. Pač tam je... Še eno religijo reči, ta veliko, ajde, si že vse rekel, da je še eno. V glavnem, ti imaš tam plafon. Ja. In plafon je kaj? Več se ne da. Ja, in to je ponavadi v teh religijah pač Bog, njihov, ne? Ja. A ti veš, da je on o pajkicah sprašal? Jaz ne razumem, kam to pelje. Okay, pajkice najprej. Kaj pa zdaj? Najprej drugi del vprašanja. Ja, drugi del. Ker ti je na dušo pihnil, da ti je ratal. Ja, mi je. Ja, zdaj, za tega fanta je plafon druženja med moškim pa ženskom poroka. Moškim pa žensko. Vidim, kam to pelje. Poroka, ja, okay. Ampak on ne ve, da je še cel svet nad tem. Ne, jaz bi pa rekel, da so to pač tako, A se ti zdi, da si ljubezensko igro v life obrnil? Sem to mi odgovoril. Ja. Hvala. Ja. Hvala. Ja. Pa se sem videl tudi veliko satelitov, pa satelitk tako gleda na to. Pač, ja. A veš zakaj? Ti bom povedal nekaj, kar mogoče tebi ni jazen. Zato, ker smo vsi stari že 40, ne, in nekaterim je nam uspelo tudi s pomočjo odrasti. To ste vi, ki nimate Wikipedija strani, to razumem. Imam jo, jaz jo imam. Z najgršo fotko ever. Novinar in podcaster. Pa še kar ne piše, da smo nazaj začela delati. Ajde, kje ste, Wikipedija? Dajte popraviti to. Wikipedija, čečka gor, kdorče, prosim te nehi s to Wikipedijo, pa si nalož Britannijo. Ja, to je Juri je to vprašal, ne? Juri je to vprašal, da to da rečem. Ja. Tako da, ne vem, no, Juri, dej raj mene to vprašaj. Kaj je že bilo točno vprašanje? Za ideje za večerjo? Za dejt, kam na dejt? Ker meni je uspelo, ne, tebi pač... No, pa dej ti. Ideje za dejt. Veš kaj? Recimo, če se zdaj zgodi najslabše in reče tvoja žena, sorry, not sorry. Goodbye. Always a possibility. Kaj? Always a possibility. Ja. Se strinjam. Se strinjam. A sem šel čez mejo, nisem.
recimo, da se to zgodi, worst case scenario. In moram začeti dejtati. Moraš začeti dejtati. Kam pelem? Pa recimo, da se ti ne zmeša, Ja. šut. Bil si na Tinderju in tam je ena rekla, a nisi ti tist. In to je že to. Dan deal, ti reče, ok, in zdaj daš uro. A nisi ti producent opazovalnice? Sam producent, zato te pa sprašujem, hočem se zapeljati. Ja, ok, se pravi, kam grem na dejt? Ja, govorimo o prvem dejtu. O prvem dejtu? Ali ne, ali nisi prišel? Jest, na večerjo. Ja, jaz mislim, da je to zmeren zmaga. Kam? Ja, kam? Gledava Ljubljano, gledava Slovenijo, gledava, ker ti už pa je začel z Benetkami in ne vem, ne bom. Ne, ker to je, mislim, da tu mač. Dajmo se skoncentrirati na Slovenijo. Na Slovenijo? Ja. Na Slovenijo, ok. Jaz bi pol v Ljubljani. Ok. Šambala. Šambala. Hočeš, da je Idrisko dati? Ne, mislim, tam imajo pekoče stvari. Ja, okay. A ni to indijska napol? Ne, vse živo imajo. Tu sem zato, ker je meni to najboljša restauracija v Ljubljani. Nisem hotel disati restauracijo, hotel sem naturo hrane. Ne, ni nujno, da je pekoče, imaš tudi čisto nepekoče stvari. Ampak se mi zdi tako, zato ker Šambala je to, ni ta dušbegeraj fancy dininga, preveč fancy dininga. Kaj pa je zate dušbegeraj fancy dininga v Ljubljani? 27 najmanjših hodov možnih, pa tiskati dlje razlaga, kaj boš jedel, kakor pol, da poješ. Razumeš, dlje cajta traja, ker ti pove, ne, naprej, a veš to. A ti lahko nekaj iskreno povem? Povej. Da jaz tudi nisem fan tega. Jaz nam rekel, da nisem fan tega, jaz mislim, da je to v resnici zelo težko ležiti narediti. Ja. In sem že doživel te stvari, ki so bile kul narejene, sem pa že doživel te stvari, ki so bile tako pretenciozne, da mi je škoda denarja. Se absolutno strinjam. Jaz sem simple man. Simple taste. Back to differ. Ne. Jaz imam res, jaz rad jem nekaj, kar je dobro. Ajde, restauracija, prvi dejt v Ljubljani, šut. Ne. V Ljubljani pa ne, stari. V Ljubljani jaz ne operiram več. Lahko sam nekaj rečem. Moja premisa tega je, da pač spoznaš nekoga, hočeš nekam iti, hočeš iti tako, da bo lepo, nočeš pa narediti neke noro velike geste, razumeš, da se ali prestrašijo. Veš, kaj hočeš reči? Jaz nisem prestrašijo. Ti ne rabiš geste narediti, da se tebe prestrašijo. Reda. In se hoče reči, da je treba tudi malo na to misliti. Ne pa, a gre na dejt, pejva v Milano. Te peljem v Milano, razumeš, to je nonsens, to ni v redu. Pač to ni v redu. Ne, to je tumačje. Ne, pa kdo govori v Milano? No, ne. Ne, Breša. Ne, jaz ne bi Napoli. Ljubljana je res bad idea, no. Ne, Ljubljana je grozna ratala. Okay, kam pa? Ni več v redu. Izven Ljubljana, jaz to ne bi, to je že spet predaleč. Jaz mislim, da moraš človeku dati šanso, da če si nista kul, da lahko gre domov, brez da moraš ti voziti. Pa se pripelje z avtom, se lahko kadarkoli domov, oziroma kamorkoli hoče. Dobro, to je res, ampak boš pa ljudem rekel, da se mora 1 uro pa pol nekaj voziti. Ne moreš jo pri prvem dejtu že domov zapreti. To so ti nasveti! To so res izjemni nasveti. Pridi z avtom. Povej, ja. Ne vem, če bi že tako nekam tam v kraške konce. Kraške, ok. Ja, ne vem pa kaj. Ja, se je fair point. To se meni zlicliš. Ja. To se mi zdi tako, ker... Ampak ni to mal velik za prvi dejt, razumeš? Da moraš 1 uro pa pol nekam. Dobro, tepe je to lažje, ker si zdaj iz Trsta, ne pa se te je lažje dokaj pripevati. Ne, pa se bi tudi solidarnostno štartu iz Ljubljane. Ker bi imel prej neki tam. Okay. Ne, sem zelo solidaren človek. No, cool. Veš, a sem imela čisto redo odgovore. Ja. Kar se tiče pa pajkic, don't. Mejte, kot pajkic. Veš, kaj on misli s pajkicami? Kaj? To sem se že pogovarjala. Pa ne, jaz vem. Te kratke hlače oprijete. Zakaj oprijete? A ne, čeprav ne rekel do 10 stopinj, ne, on pa moj misli pa, to pa Under Armour ali pa Nike, to je moj nasvet. Ne, s temi, ne. O čem pa ti laufaš? Laufej je pač... Se ne laufaš, o čem ti hodeš? Koliko te bom jaz zmagal? Ti naš mogo govoriti, da te premagal. Jaz sem si kupil ene par teh pač sintetičnih oprijetih. Dolgih hlač, neoprijetih. Pa ne moreš nositi oprijetih, se nisi vitez, jeben. Ne moreš tega, no. Vitez? Ja, pač
Nisi z ene Shakespeareve igre pobegnil. No. Okay, v redu. Nisi Two Gentlemen of Verona. Dej laufi po letu v kratkih hlačah, pa tudi do 10 stopinj lahko laufaš v kratkih hlačah, a ne moreš. Ne. Jaz se takoj ogrejem in mi je Kardio vsak dan, ne? in mi je kul. Pa tiste Merino. majčke imam, drugač by the way, A bradavice si prelepaš, te noč ne drgnejo, ko laufaš? včasih mi imam krvavo, pa nisem vedel odkot. Sem rekel, a jaz ovulira. A jaz Jaz sem uliran! ne, nisem rekel, Daj domov. narobe sem se izrazil, sorry. Pejte Kaj je ono, ki ženski začne teči mleko nenapovedano? Kako se, Ne vem, a to je beseda za to. A ni to ne se pojav? tako držati, to je bilo zelo, res si se prijel, nerealno si se prijel. sprašujem, Ja. a ni Dobro, to... da nimava videa, tako bom rekel. A ni to nekje bilo na nekem sitcomu, ki je rekla ženska, ko pa to... Prosim, ne. Okay. V glavnem, škaj fora. Jaz bi rekel, da imava mogoče se že za eno kratko vprašanje čas. A je že to? Izlopa help, ja, potem bova pa počasi šla na Dopobarbo, ki jo dobite tako, da postanete satelit. Dajte aparatus.si pošiljnica po 3, podprete, dobite dodatne epizode, zveste, kdaj bo pozvalnica v živo in pa dobite vsakič dodatnih manj kot 10 minut, a ne več kot 6 minut. Včasih tudi 15. Okay, no, Dopobarbe. Danes Kdaj bo recimo bo 15. Ne bo 15, v life bo 15. Ne tega misliti. Še eno vprašanje. Vprašanje. Živijo, debata o stropnih lučeh mi je prinesla popolnoma nov pogled na bivanje, zato me zanima, kakšno je vajno mnenje o copatih, v čem hodite doma, bosa, nogavicah, škornjih, sandalih, če uporabljate copate, kakšne imata oziroma priporočata. So navadni, šolski ali bolj podloženi. Hvala. Takole bom rekel, v čem ti hodiš doma, potem bom pa jaz povedal, v čem jaz hodim doma. Jaz hodim doma v Adidas šlapah za tuš. V tistih istih, ki smo jih... V telih, zdaj le jih imam gor. Aha, te iz enega kosa. Iz enega kosa. To pa zato, ker imam jaz tudi, pač, ne zaradi basketa, no, ampak jaz imam, rabim ortopedske uložke, Okay. rabim, ne, in sem v bistvu težji sem bosno. In rabim nekaj, ki ima malo več opore in te Adidas so mi zelo kul in jih imam milijon in to nosim. Jure, kaj pa ti? Jaz sem pa pred kratkim, jaz imam drugače Timberland, ene natikate, take, kako je imel Einstein podobne, ampak po zim, zdaj se je zelo schladil. Ja, ja. In tako opazim, ne, ker jaz nijem gretja v stanovanju. Valjda, da ne. Pa ni ga. Ja, razumem. Si pač trst. In imam pač en električen radiator, ne, Ja. pač v delovnem Edina toplina prostoru. v tvojem življenju. Tako, v delovnem prostoru, dnevni sobi, a ne, ampak v drugih področjih stanovanja pa nimam, je pa pač, Mrzlo. ja, po moje ne 7 stopinj. Zdaj, ko je burja, pa kaj je nič stopinj zunaj. Si zdaj baš, to resno. Ne, resno. Je tako, če daš roko na mizo, tako pa dvigneš, se vidi. Tako, ti živiš, stari moj? Ne, jaz načeloma ne morem živeti nad 20 stopinj. Okay, ampak Res, ker Ja. me ubija, ker začnem potice. ja, okay. 24, to je tako. Sem že zelo slabe volje, kaj je pa Ja, nad? jaz imam 21 je moja temperatura. Recimo, ne? Ja, pač govorim o skrajni temperaturi, 24 je res skrajna. Ker, a ne, to je nekako se mi zdi, da prek horoskopa dobiš, ker imam A 24. ti rabiš denar, šparaš, Zakaj? da si ne kupiš ne vem, še enega električnega radiatorja. Je pa, če se ne zadržujem nikjer v drugje. Jaz pač v kuhno grem si kavo narediti, pa nazaj. Jaz ne kuham, jaz se ne družim sam s seboj. Prav, če bom enkrat jedilnici. prišel končno na obisk, ne, Ja. bova tam v dnevni. In to je to. Ja, kje bi pa bil? Kaj pa spalnica? Tam imam pa sploh okno odprto, imam pa po moje blizu nič, ker ne morem spati v toplem prostoru sploh. In pred kratkim sem Ne ugotovil, vem, kaj reči na to. na Amazonu sem videl, Ne razumem, kaj govoriš. Ker jaz- res ne razumem. jaz iščem- Jaz ne vem, a je to res, ali se ja, zavajaš? je res. Jaz iščem po svetu najboljše izdelke iz vseh. Ja, Sem tako kot Steve Jobs. isto. Ja. Isto. Ti pa Steve Jobs, Ja, tam, pač strinjam. iščeš, Tudi ne vem. on ima eno hčerko, ki jo ni hotel priznati, to je res. Ja, očitno že ni bila njegova. Bla, bla. A si videl teste, prosim. In pač sem našel
grem na Amazon Ja. in sem rekel, jaz pa hočem najti Najboljše copate. najbolj tople copate. Okay. In je number one Ja. na Amazonu, Neki, ki je skimi, furajo iglujih. ne, pač na italijanskem Amazonu Ja, je number one, okay. se pravi, To mi moraš poslati ta link. ja, Okay. numero uno, più venduto so in pantalone uomo, Okay. ne, pantofole uomo, Rock Dove, Okay. Ragdav. ja, to je ena LA firma iz Kalifornije. Okay. Pač izdelki so narejeni na Kitajskem, ampak dizajnirani so pa v Kaliforniji, tako kot Apple. Ampak dobro, nima veze z Appleom. No. Ocena Ja. 4,4 Okej. od 5, Okay. od koliko reviewjev? Zdaj bo ta neka 34,000 revijev. 200,000. No, sej, ja, okay. Aj, so kupljeni reviewji. Ne, to se mi zdi pa malo preveč, da bi jih lahko sfejkal. In jaz sem kupil te Ti so copate. res dobri copati. Prvo kot prvo imajo, niso toliko s poliestra, mislim, da so kar bombažni. A pa imajo Oziroma, kje ne, opore, so- a imajo kje opore pri loku? To me najbolj zanima. Memory foam je skozi in se ti res prilagodi nogi. Ne, to, okay. Plus, Ja. Itak nimajo moje cifre, tako da je brez veze. res so Ko imaš ti nogo? 42-43, odvisno. Čak, da mi povej, 72, max. pač neumnosti. 1,72 govoriš. Neumnosti. Meter govoriš. 72. Ti si tudi mene enkrat rekel, koliko imaš ti cifro? Jaz, noge. 49. Mislim, to pa ne samo, da ni na voljo. Ne, koliko imaš cifro noge? 49. Ma, imaš rit 49 cifro. pa nogo. Ti se ni Bigfoot, da je na seriji. Kaj hočeš narediti? 49 pa nogo. 48 je največja, ki jo imajo, pa še ta ni so. Ja, zato ti pravim, da ni zdi tako. Ker so naredili samo 3, pač, ker nima živ bog na zemlji 49 cifre. No, tako da to sem pred kratkim kupil Ja, in zdaj uporabljam že kar nekaj časa. in so v redu. In moram reči, da so v redu. Okay. Kaj pa kopalnica pol? Kako je pa kopalnica topla? Imam pa kalorifer. Ne, Aha, okay. kopalnica je A unga taka. stenskega ali nekega tega? A ne, Rovento Ja, si kupil. ja, ne? ja. To so se pogovarjali. To se sploh nismo v podcastu pogovarjali. Ja, ja. To so pa ti najta zanimivi pogovori. Ne? Ja. Ej, imaš ti tudi Rovento? Ja, oba dva ima Rovento. Ja, To je okay. tisto, I'm 4 years old, air fryer sem nabavil, veš pa rice cooker. Ampak rajsko, ker si pa tak, sem ga jaz rekel. Ne? Ja, mejža, pandico si nabavil. Ne? Ja, Ti ampak si zdaj že ta 6. človek, ki sem ga po influencu s tem. ne, Že doma še to? ne, Žanc. stari, nisi me. Kaj nisem te? Zaradi tega, ker jaz sem to kupil, preden si mi ti to rekel. Jaz sem takrat to že imel naročen. Ti si meni rekel, ja, ampak si vzel ninja. Ne? Pa sem rekel, ne, jam Asia sem vzel. Ja, a ja, okay. Ja, No, ja, tako je bilo. In to isto barvo malo, stari moj. Belga, a ti imaš Belga, tudi ja, tega? to so ta osnovnega. Pižancu pa ta ni bil toliko všeč in je vzel ta sivga. Pižanc ima ta sivga doma. Ja, pa se on je tam na Vranskem, tam je megla. Tam je siv life. Okay. Tako da učim pa, aha, ti pa v tistem, ne, sam to tudi ni to. Ja, dobro, sem ti imaš stanovanje, koliko 25 stopinj. Ne, 21 imamo, no? Ma nimate 21. 21 imamo. A ni to prehladno za dojenčke? Mislim, za otroke, no, niso dojenčke. Ja, Okay. okay. Ne, mislim, ni zdaj samo 21, ampak načeloma ni dosti več. Ja. Ja, tako da, ja, sem že bil pri tebi in je tako sauna. Okay. To je to, zdaj bom pa jaz spustil jingle za Dopo Barbo, kjer bo že spet ta jajčasta knjiga, ki noče umreti. Še enkrat pa vsem hvala, ki poslušate. Ti poveva, kje smo še na Instagramu. Godler si ti. Ja. Jaz sem pa Anzeto. Dajte naj jo poslediti, kaj objavite, kaj poslušate, to nam res pomaga, ker lahko potem deliva. Pa res ta moj poziv, dajte komu priporočiti ta podcast. Predvsem pa dajte mu povedati, kaj priporočate. Ne samo to je podcast, ker veste, da ni. Ampak res, ta oglaševanje na netu je rado grozljiv in če največ pomeni, če človeku reče. A je res, Jure? To je Ja. radijska vsebina na internetu. To je moj tagline za aparatus bil. Radijske oddaje, ki živijo na internetu. To. No, vidiš. Prosim, če se lahko končno distanciramo od uporabe besede podcast. Nikoli. V glavnem, to je to. Zdaj gremo pa v Dopo Barbo in pa še enkrat naj povem, zdaj sta samo platonska prijatelja. Ti si je bilo samo enkrat in se najbrž povidela, ampak najbrž ne bo nikoli več ponovilo. In pa jingle. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. Dobrodošli v Dopo Barbi, zdaj smo sami prijatelji ostali.